Dober dan in lepo pozdravljeni na novinarski konferenci pred povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo med Domžalami in Freiburgom. Tekma bo v četrtek ob 21:05 na stadionu Stožice v Ljubljani. Z mano sta trener Simon Rožman in igralec Senijad Ibričić. Jaz bi prvo kar predal besedo trenerju. Pričakovanja pred povratno tekmo z Freiburgom. Lep pozdrav. Nekako nas čakata še 2 dneva do, bom rekel, tekme leta za našo mlado ekipo, za našo poletno ekipo. Mi smo že na prvi tekmi nekako v Nemčiji videli tisto, kar smo pričakovali, okusili, bom rekel, na lastni koži moč, kreacijo, disciplino in tako naprej. Jaz mislim, da smo že na prvi tekmi nekako v večjem delu srečanja pokazali tudi mi zobe, pokazali svojo kvaliteto, bili v določenih segmentih dominantni. Žal mi je mogoče, da nismo uspeli zadeti kakšnega zadetka, ki bi nam veliko pomenil, ampak kljub temu imamo aktiven rezultat. Jaz moram reči, da razen Matjašiča, ki je odsoten in mečken težav Hodžiča, so vsi igralci zdravi. Verjemite mi, da vsi igralci, bom rekel, komaj čakajo to tekmo, kjer se želijo pokazati, bom rekel, v maksimalni luči. Jaz bi si pač želel, nekako smo realni, vemo, kdo so oni in tako naprej, želel bi si pač nekako dodatno energijo, ki jo nujno potrebujemo iz strani. To pomeni, da pač upamo, da bom rekel, gledalci prepoznali ves trud, vso našo kvaliteto in tudi, bom rekel, po eni strani pomembnost tekme, po drugi strani pa za mene zelo atraktivnega nasprotnika, da bi nam prišli, bom rekel, pomagati in jaz verjamem, da nam nekako skupnimi močmi lahko uspe. Za konec samo lahko še rečem, da mogoče je kvaliteta na njihovi strani, denar na njihovi strani, vse, bom rekel, je na njihovi strani, prepričan pa sem, da bo želja pa motiv oziroma tudi energija, bom rekel, pa na naši strani. Tako da nadejamo, bom rekel, vse ene sjajne predstave z naše strani, fanti so na to pripravljeni, popravili smo določene detalje v igri, pričakujem vrhunsko predstavo iz naše strani in na koncu mislim, da nas lahko rezultatsko nagradi in bi bila, mislim, da to ena prvovrstna senzacija v Evropi. Hvala lepa. Še nogometaš Senijad Ibričić, kako pričakujete v garderobi ta dvoboj? Lijep pozdrav. Pa ništa, mislim da se slažem ovo sve što je trener rekao, da imamo stvarnu priliku za odigrati jednu dobru utakmicu i mislim, naravno protivnik je takav kakav je, Bundesliga i sve stoji, ali ipak mi imamo jedan povoljan rezultat i ja sam siguran da ćemo mi svi dati svoj maksimum od sebe, naravno uz podršku navijača, ako dođu što većem broju i da ćemo pokušati napraviti tu senzaciju. Mislim da, što je trener rekao, atmosfera u ekipi je stvarno odlična, svi jedva čekamo tu utakmicu i stvarno se nadamo samo da će biti što više ljudi, da nam malo daju taj vjetar u leđa i da ćemo mi pokušati napraviti i dostići taj minus što imamo iz Njemačke. Ok, še kratek prevod. Senijad se strinja s trenerjem, igralci imajo priložnost odigrati dobro tekmo, imajo dober rezultat proti težkemu nasprotniku, hočejo narediti senzacijo, seveda s pomočjo navijačev in polnih stožic, komaj čakajo tekmo in atmosfera v garderobi je sjajna. Vaše vprašanja? Gospod Rožman, boste probali takoj zadeti, ali boste potrpežljivi na začetku, kak je nek okviren plan? Jaz se v detalje ne bi šel, ker nasprotnik sigurno, bom rekel, bere, se pripravlja tudi v tej miri. Je pa dejstvo, da ste sami videli, da, bom rekel, so suvereni v svoji prvi tretjini, se pravi suvereni v svojem iznosu, bom rekel, zelo dobro kontinuiran napada, zelo dobro jim žoga teče in nekako, ko pridejo v zadnjo tretjino, imajo, bom rekel, eno veliko hitrost zaključka. Tako da, bom rekel, že ti nastavki kažejo, bom rekel, v neke smeri, kje pač mi lahko še kaj dodamo, ali pa kje, bom rekel, moramo se popaziti. Iz naše strani ni kalkulacij, kako bi tekma naj izgledala, da bi čakali do zadnje minute, pa potem šli. Mi bomo poskušali nekako od prve minute v svojem nekem ritmu zadevo peljati. Vedno je tako, da se tudi nasprotnika kaj vpraša, v kakšni luči si ti lahko. Mi imamo, bom rekel, svoj plan, bomo pa videli, bom rekel, v kakšni meri ga bomo lahko izpeljali. Simon, na prvi tekmi
je imel Amadej Vetrih zelo lepo priložnost, pa tudi nekaj ostalih stvari je delovalo, da takrat, kadar ste prihajali iz tako imenovanega drugega plana pred njihove branilce, da so postali nekoliko nesigurni. Kako pomembno bo zdaj tokrat s temi akcijami z drugega plana obložati njihovo obrambo, oziroma tudi vreme, oziroma kako pomembno bo biti tekaško razpoložen, oziroma to, da vemo, kakšne so temperature za njim. Ja, dejstvo je, da nekako, ko jih stisneš nekako v obroč, se branijo nekako z 9-10 igralci in tu sigurno se pripravljamo na določene stvari, kjer bi jih poskušali nekako presenetiti. Kar se tiče, pomembno dejstvo se mi zdi, da mi želimo imeti inicijativo v igri, se pravi ne, da mi tekmo samo odigramo in čakamo, kaj se bo na tekmi zgodilo, da čakamo eno prekinitev in tako naprej, ampak dejansko si želimo od igralcev in od njih zahtevam, da prevzamejo inicijativo, da prevzamejo dominanco in s tem tudi mislim, da bom rekel, se sigurno nasprotnik ne bo počutil tako udobno, kot se je mogoče na domačem igrišču v nekih segmentih tekme. Druga stvar, tekaško, jaz mislim, da smo mi v tem trenutku v vrhunski formi, kar se tiče, bom rekel, same kondicijske priprave, ne gre nam na roko ritem tekem, ne gre nam na roko ta vročina, ampak še enkrat, jaz mislim, da fantje ima enorm motiv. Jaz vem, da bo težko, tako smo pa rekli, nekako si pa bi želeli to kompenzacijo, kar se tiče energetske komponente, doživeti iz strani publike, da bi v teh težkih trenutkih, ki sigurno bojo, mogoče publika stopila na našo stran in mogoče dala fantom dodatno zagon. Energetsko bo tekma zahtevna, preteč bo treba 13 km, treba bo pošprintati 35 šprintov. V tem bom rekel ni dvoma, tekma je vrhunskega ranga, kakorkoli obrnemo zadevo, primerljiva z vsem ostalim evropskim tekmom, tako da tukaj bom rekel nekaj švercanja ali kakorkoli ne bo. Vse pa strinjam z vami, inicijativa je potrebna v igri, potrebno je, bom rekel, si pripravljati priložnosti in tiste, ki se nam bo pravljali, treba realizirati. Hvala. Senijat, koliko je lahko Freiburg po enem tednu boljši, ko je bil pred enem tednom, glede na to, da so sredi pripravili? Koliko se lahko ekipa v enem tednu dvigne? Pa ne znam, mislim da teško što se tiče fizički, ali vjerojatno će oni poslije ove utakmice malo više gledati i nas analizirati, jer vjerojatno nisu očekivali ovakav otpor kao što mi tamo pružili. Tako da, po meni mislim da će nas malo više sad analizirati, ali isto s druge strane ćemo i mi sigurno probati napraviti puno toga više, pogotovo što igramo u kući i što je trener rekao, sigurno ćemo morati igrati napadački gdje će njima biti malo teže, a što kažem i ponavljam, nadam se svi u što više navijača da će biti, jer kako su njima tamo pomogli u nekim trenucima, tako se mi nadam da će i nam ovdje. Še kakšno vprašanje? Senijat, kako pomembne bodo izkušnje na tej tekmi? Ena nič rezultat, v katerem izkušnje običajno igrajo veliko vlogo. Ekipa Domžal pa v tem trenutku na evropskih prizoriščih ni tako izkušena, ne glede na to, da igra pač znova tretji krog kvalifikacije za Ligo Evropa, enako kot prejšnjo sezono. Pa dobro, možda sigurno je malo to iskustvo i na njihovoj strani, ajde opet i to je ekipa Bundeslige i sve stoji, ali ipak mi moramo biti svjesni da mi imamo sigurno veći motiv od njih. Mi imamo tu mladu ekipu koja će sigurno dati više od svog maksimuma i pogotovo igramo u kući. Tako da u ovoj utakmici mislim da iskustvo ne može toliko presuditi. Ok, možda u nekim situacijama, ali ima i nas tu par iskusniji ako bude trebalo gdje ćemo malo pomoći, ali sam ja siguran da kad mi damo svi svoj maksimum da tu godine neće biti nikakav problem. Hvala. Simon, pa manjka samo Matjašič, še ostali so v kadru. Vprašljiv je še Hodžić, Nermin ima težave z aduktorjem, tako da vsi ostali se pozdravijo. Repasa ni, ne? Repas kartone. Aha, ne vem, kako bo šlo da kompenziral Repasa. Vedno je tako, da tistih, ki pač ni, brez tistih se more, mi pač, bomo rekel, imamo alternative, takšne ali drugačne, še enkrat imamo, bomo rekel, kader, ki mu zaupamo, tako da vsak igralec lahko nadomesti vsakega, tako da tukaj zaenkrat, kar se tega tiče, nijamo, bomo rekel, težav. Če bo malo biti boljši zdaj, ker pa v Freiburgu ne bo zdaj? Ena stvar je inicijativa v igri, druga stvar je, bom rekel, pritisk v določenih segmentih tekme, tretja stvar je prisotnost v kazenskem prostoru pri vseh predložkih, četrta stvar so prekinitve na obeh straneh, tako da nekako je kar nekaj materijala, kjer bomo poskušali biti na takšni ravni kot gor, oziroma pač še kaj dodati zraven. Je Freiburg lahko veliko boljši, ker bi bil ta ekipa tudi prva tekma? Trenutno teden so lahko izboljšali. Jaz mislim, da že gor je bil, bom rekel, na vrhunski ravni,
mogoče jim manjka neke svežine, ampak vseeno so pokazali, bom rekel, so svojo agresijo, hitrost in tako naprej. Kar se tiče taktično, zadeva stoji, ekipa je skupaj že več let, trener je že tam dejansko, mislim, da ne vem kako dolgo. Tako da, kar se tiče samega sistema v igri, zadeva ne more biti. Sigurno bojo malo bolj sveži, kot so mogoče bili. Ampak nekih, bom rekel, večjih skrivnosti ne v nas, ne v njih ni. Vemo, kaj mi predstavljamo, vemo, kaj oni predstavljajo. Tako da tukaj jaz bom rekel, si ne delam nekih utvar, da bo pa zdaj prišla neka čisto nova ekipa. Ste mogoče intenzivno že trenirali kazenske strele? Ne, iskreno povedano ne. Pa ne zato, da ne bi mi verjeli, kakorkoli. Nekako že od lanskega leta v zadnjem mesecu smo zelo veliko posvečali temu, se pravi za finale pokala. Bom rekel, smo zelo intenzivno trenirali, zdaj posebej nismo. Je, bom rekel, ustaljena procedura po treningih, kdo izvaja, na kakšen način in tako naprej. Ta procedura je jasna, ne glede na to, da se ne pripravljamo na to tekmo, ampak na vse ostale. Tako da za izvajalce se ve, ne razmišljamo o tem, da bi pač želimo tekmo prepeljati, bom rekel, do cilja po drugačni poti. A ste pripravljeni tudi za 120 te kaznenice? Ja, dobro vprašanje. Jaz mislim, da smo na maksimumu, to je dejstvo. Zelo pomembno tudi, bom rekel, v katero smer bo tekma šla. Če bomo imeli dominanco v igri, če bomo lahko, bom rekel, zadeve peljali po naših notah, potem mislim, da imamo veliko možnosti, da bo tudi oni, bom rekel, face utrujeni. Tako da tu je zelo odvisno, kako bo tekma šla. Mislim pa, da če bi pač prišlo do podaljškov, da bo zadeva na obeh straneh, bom rekel, energetsko zelo padla in tam bom rekel, bo treba samo preživeti, če tako rečem, ker enostavno temperature, okolica, nivo tekme, bom rekel, energije z obe strani, mislim, da ni trenutno nogometaša na svetu, da bi lahko v tem tempu zdržal 120 minut. Sanirate mogoče v teh mlajših fantih zaznati kako nervozo, strah v zločilnici? Sad ne bi, možda ako su imali, to je bilo pred ovu prvu utakmicu gdje smo igrali tamo, tako da vjerujem da sad i oni svi jedva čekaju ovu drugu utakmicu i naravno to je prilika i njima i svima nama da pokušamo napraviti nešto za klub, oni da se pokažu u Europi, tako da ja sam siguran ili mogu reći ja kad sam bio mlađi, kad sam igrao takve utakmice, sam jedva čekao da igraš te utakmice jer tu igrač ne može kalkulisati, tu ideš stvarno 200 na sat, tako da ja mislim da što se toga tiče da ovi svi naši igrači nemaju nikakvu tremu i da jedva čekaju utakmicu četvrtu. Simon, moštvo je v primerjavi s tistim, ki je igralo v prejšnji sezoni proti West Hamu, kar pošteno spremenjeno. Znova evropska tekma, veliko oglednikov bo. Se bojite, da boste morda za tekmo proti Gorici v nedeljo znova ostali brez nekaj igralcev? Jaz ne bi se strinjal, da je malo spremenjena, totalno je spremenjena, razen dobrovoljcev v Balkovca ni več igralcev, se pravi vsi ostali. Mislim sem na nogometno filozofijo, ki ostaja pa ista. Se strinjam. Se pravi, zadeva je jasna, mislim, da sem na prejšnji tiskovni konferenciji dal podobno odgovor. Jaz mislim, da lahko si vsi čestitamo, da smo nekako v enem letu uspeli transferirati, ne vem, 7-8 igralcev, tisti, ki so bili nosilci igre, hkrati delati v ozadju in dati možnost vsem tem, ki so bili zraven že prej, se pravi, da so tudi ti pokazali kvaliteto, hkrati pripeljati, bom rekel, prave ukrepitve zraven in spet smo naredili, bom rekel, eno mislim, da do zdaj, mislim, zelo zavidljivo zgodbo v Evropi. Klubska strategija je jasna, se pravi, mi želimo te fante, bom rekel, dati na višji nivo, zato vsak dan delamo, s tem lahko klub preživi, hkrati v ozadju, bom rekel, delati spet stvari za naprej in tako dalje. Tako da jaz mislim, da če bomo vsi skupaj sedeli naslednje leto tule, se bomo pogovarjali o istih zadevah. Tako da jaz mislim, da sem v tem dal odgovor, pomeni mi tem fantom želimo dati napredek, ko bojo seveda ponudbe prave, ko bojo stvari na mestu za vse upletene, potem tukaj ni več, ne delamo s figo v žepu. Tako da ja, za Gorico se bo treba hitro spočiti, hitro preklopiti na Slovensko ligo, potem je pa še cel avgust, transfer je odprt do 31.8. Sigurno pričakujemo v klubu, da se bo marsikaj še zgodil, ampak jaz mislim, da smo tudi na vse morebitne odhode nekako pripravljeni. Tako da, tako sem rekel, filozofija je znana, pot mislim, da je prava, mislim, da je edinstvena v Sloveniji, da to, kar govorimo, to delamo. Vsi, ki pridejo v klub, imajo, bom rekel, zelo jasno izraženo, kaj se mi tu gremo. Jaz mislim, da nam v tem trenutku zelo dobro gre, da smo lahko ponosni na svoje delo, da so pač lahko, bom rekel, zunanji dejavniki, ki nas bolj podrobno spremljajo, da vidijo v nas, da smo drugačni, da lahko v enem letu zamenjaš 11 igralcev, pa si še vedno konkurenčen v Evropi, še vedno si konkurenčen tukaj, se mi zdi ena prava stvar. Hvala.
Če ni več vprašanj, še informacije o vstopnicah. Trenutno je v predprodaji bilo prodanih približno 3000 vstopnic. Imamo še kar več kot 2 dni do tekme, tako da pričakujemo zelo lep obisk na Stožicah. Naj ob tem upozorim, da je predprodaja poteka do srede zvečer, ko so cene tudi nižje, 15 € za odrasle in 5 € za otroke, na dan tekme pa je cena 20 € in 10 € za otroke. Najlepša hvala za vaš obisk in hvala. Sredino četrtek.